Nekaj zdravnikov je, ki to predpisuje, večinoma gre za ene iste, manjši krog zdravnikov, predpisuje se tam od 50 do 100 pacientom, koliko imamo podatke. Spoštovani gledalci in gledalke, dober dan in dobrodošli v novi oddaji. 9. junija bomo odločali tudi o tem, ali naj se konoplja uporablja v medicinske namene in tudi v rekreativne namene. Zdaj, kaj to pomeni, bosta pojasnila gosta v studiu, oba dva poslanca Gibanja Svoboda, gospod Darko Krajnc, gospa Sara Žibrat. Dober dan želim. Zdravo. Pozdravljeni. Torej, gospod Krajnc, zakaj sploh referendum o uporabi konoplje v medicinske namene? Slišimo očitke, da pravzaprav je ta uporaba v Sloveniji že dovoljena. V Sloveniji se o tem vprašanju uporabe konoplje v medicinske namene, pa tudi za osebno rabo, govori že veliko let. Enostavno pa odločevalci v parlamentu na koncu ne uspejo sprejeti podlage za to. V Sloveniji imamo sicer razvrščanje konoplje v neko drugo skupino nedovoljenih drog in potem dovolitev za uporabo v medicini urejeno, ampak zgolj uporabo in takrat, kjer se zdravniki odločijo za določen del zdravljenja, da pomagajo ali lajšajo s tem določene stvari pri boleznih, se to uporablja. Je pa res, da nimamo urejenega gojenja, pridelave in predelave konoplje, zato da bi si te stvari, ki jih potrebujemo za zdravljenje, sami pridelali. Sedaj kupujemo večinoma od Češke, Severne Makedonije, kupujemo pa tudi večinoma umetne pripravke, nenaravnih pripravkov iz konoplje. In mislim, da je ta referendum potreben za to, da bodo ljudje dali signal, da se mora to področje urediti in da politika ne bo imela strahu, da tega ne uredi, ker vedno tik pred zdajci, verjetno zaradi tega, ker se bojijo, da bo tista druga stran vložila naknadni zakonodajni referendum, smo se odločili, da na posvetovalnem referendumu dobimo zaupanje ljudi za to vprašanje in bomo to uredili. Potem pa je tu še vprašanje o uporabi konoplje za osebne namene, se pravi o tej rekreativni rabi. Zakaj o tem sprašujete zdaj ljudi na referendumu? Menimo, da je čas ravno pravšnji, saj je sprostila ukrepe pred kratkim Nemčija, po kateri se radi zgledujemo. In Nemčija je ugotovila, da ta pristop pregona ni učinkovit, da vojna proti drogam ni učinkovita in da je očitno potrebno ubrati nov pristop liberalizacije, dekriminalizacije in legalizacije uporabe. To so že storile številne druge razvite države, med drugim Kanada, Združene države, Luksemburg, Malta. In mislim, da bo kar zanimivo izvedeti rezultate in videti, kako odprti smo pa tudi Slovenci glede tega vprašanja, ali smo sposobni preseči določene stigme in dojeti, da je v bistvu boljša pot to, da država prevzame nadzor in regulira to, kar se pa trenutno dogaja na črnem trgu. Črni trg je moje drugo vprašanje, pravzaprav vprašanje za oba. Ne samo pri rekreativni rabi, tudi pri medicinski rabi črni trg, posebej, ko gre za neke pripravke, ki se jih v Sloveniji ne da dobiti, baje dobro živi. A bi to urejal tudi novi zakon? Z vsako prohibicijo zacveti črni trg, tudi recimo z pretiranim obdavčenjem, maržami, črni trg spodbudiš, da cveti. Zato je potrebno eno smiselno ureditev najti, dogovoriti strokovno z vsemi varovalkami, ki so za to potrebne, in jaz verjamem, da se bo potem tudi obračanje k črnemu trgu zmanjšalo. Zdaj se pač dogaja to, da velikokrat zdravniki tudi ne želijo predpisovati tega, ker tudi znotraj njih ni soglasja, je neka stigma in potem rečejo marsikomu naj se sam znajde in si nekje poišče takšno rešitev, če meni, da bi mu pomagala. Jaz mislim, da bomo s tem, ko bomo detabuizirali konopljo kot tako in kanabis, vse te učinkovine, ki jih ima, uspeli te stvari zamejiti. Nasplošno pri drogah, jaz sem drugače socialni delavec, je tako, da pač trg cveti, črni trg cveti, država od tega nima nič, ni davčne kontrole, ni zdravstvene kontrole, ni varnostne kontrole, vsemu temu se izognemo.
če na nek način zadevo regulirano uredimo. Gospa Žibrat, zdaj, da ne bo kakšne pomote, ne? Tudi če bo enkrat raba konoplje v rekreativne namene, se pravi tista konoplja, ki vsebuje THC v Sloveniji, dovoljena, to še vedno ne pomeni, ne, da jo bo država propagirala. To bo še vedno droga, kot sta alkohol in cigarete. Drži? Tako je. Mislim, da se ustvarja trenutno neka zmeda in zdravstvena stroka je proti referendumu, ki pa je v bistvu neko družbeno vprašanje. Mi sprašujemo ljudi, kakšen pristop naj zavzamemo do teme, ki pač je prisotna. Mi ne govorimo, da bomo z legalizacijo sedaj dali ljudem znati, da je pa uporaba konoplje za vsakogar, definitivno ni. Tudi prekomerno uživanje zagotovo nima pozitivnih učinkov. Tako kot pri alkoholu in pri tobaku bo torej regulacija pomenila, da bodo veljale neke starostne omejitve in tu naj absolutno bo stroka tista, ki bo povedala, s katerim letom starosti bi bilo uživanje dovoljeno. Potem bo seveda veljala zagotovo prepoved oglaševanja. Tiste države, ki so se odločile za legalizacijo, pa so tudi v bistvu omejile lokacijo prodaje konoplje, pa tudi lokacije uživanja konoplje. In s tem lahko zgolj povečamo nek nadzor in pa varnost uporabnikov. In če se še navežem na črni trg, črni trg je pač razširjen, tega ne moremo zanikati, to kažejo vsi podatki. Zanimivo je, da kar polovica slovenskih anketiranih dijakov pravi, da zelo lahko dostopajo do konoplje na črnem trgu. Delež prodane konoplje na črnem trgu predstavlja kar 90% vse prodane konoplje na svetu. In mislim, da si moramo nehati zatiskati oči in to, kar se trenutno dogaja na črnem trgu, torej začeti nadzirati in regulirati. Zato, da bomo dejansko na koncu zmanjšali uporabo konoplje. Gospod Kranjc, če vprašam čisto konkretno, ne? Zdaj, že v Sloveniji obstaja nekaj kmetov, ki se ukvarjajo s konopljo, ne? In pridelujejo potem konopljino olje, različne izdelke in tako naprej. Imate občutek, da bi se po tem referendumu in če bi zakon Državni zbor potem vendarle sprejel, da bi to pozitivno lahko vplivalo tudi na slovenskega kmeta, na našo zemljo? Seveda, ker se v Sloveniji dogaja, v preteklih letih se je velikokrat zgodilo, da so komu po krivem posekali vso konopljo, ves pridelek uničili. Tudi policija glede tega ni dovolj ozaveščena in sedaj imamo velike odškodninske tožbe proti državi. Določene te tožbe se vlečejo po 20-25 let. Tudi nekoga, ki je imel pivovarno na nekih učinkovinah, pripravkih na podlagi konoplje, so na ta način uspeli uničiti. Enostavno je treba imeti en zdrav razum, zadeve urediti smiselno, tako da se bo dalo tudi dejavnosti na podlagi vzgoje, pridelave in predelave konoplje izvajati, seveda z določenimi omejitvami, ki morajo biti. Teh se je potrebno držati. Jaz verjamem, da je tudi za kmetijstvo veliko prostora, pa za veliko drugih panog. Včasih je bila konoplja zelo razširjena in zelo trpežna rastlina, s katere so pridelovali papir, gradbeni material, gorivo, marsikaj se je dalo, konopljine vrvi in tako dalje, ne. Sedaj večina stvari zamenjava sintetika, eno naravno rastlino, ki bi jo pa lahko večnamensko uporabljali, pa zatiramo. Velikokrat tudi z nekim spet tabujem, recimo na periferiji, na vaseh, v manjših mestih, tudi policija obravnava tiste, ki imajo pri sebi kakšen gram marihuane, velikokrat po kazenskem zakoniku za kaznivo dejanje, v velikih mestih, Maribor, Ljubljana in tako dalje, pa za prekršek po zakonu o posedovanju prepovedanih drog. Tako da tudi te stvari bo potrebno poenotiti. In seveda to se bo zgodilo, če se bo v družbi o tem odprto pogovarjalo in tudi potem v medicinski rabi, pa za osebne namene, bomo te stvari z neko razpravo, pa z jasnimi pravili uredili bistveno bolje, kot je sedaj, ko pač zadeve niso urejene, so nejasno urejene in niti v Sloveniji ni možno gojiti in predelovati konoplje, sploh v medicinske namene,
nekaj industrijske, gospodarske pobude imamo, pa še to je zelo omejeno. Še ena stvar mi tukaj pade na pamet. Nekje sem brala, da se tudi zdravniki v Sloveniji, ne da se ravno bojijo, ampak da ne predpisujejo teh izdelkov iz konoplje, razen morda na Onkološkem inštitutu, da v večini pa zdravniki ne radi posegajo potem. Mislite, da bo potem ta nov zakon kaj vplival tudi na to? Nekaj zdravnikov je, ki to predpisuje. Večinoma gre za ene iste, manjši krog zdravnikov. Predpisuje se tam od 50 do 100 pacientom, koliko imamo podatke. Največkrat za blaženje simptomov epilepsije, recimo pri otrocih. Potem tudi v zadnjem stadiju raka paliativne oskrbe je za blaženje bolečin, umirjanje, pa tudi za druge, multipla skleroza in neke druge bolezni. Tudi znano je, da zeleno mreno zdravi konoplja oziroma pripravki iz nje. In te stvari bo potrebno, pravim, v družbi javno obravnavati, pa detabuizirati. To pomeni, da ne bodo tisti, ki predpišejo to zdravilo, potem znotraj svojih strokovnih krogov napadeni, zakaj to delajo, in imeti v bistvu ljudi, ki so proti uporabi tega zdravila, naravnega zdravila. Jaz še vedno to trdim in jaz upam, da bomo te stvari res smiselno uredili. Ne hočem iz vaju dobiti stavek, da potem, ko bo zakon, naprimer, da je sprejet, ne, ampak da mu bo sledila tudi, ne vem, kampanja ozaveščanja o varni rabi, tako v medicinske namene, kot tudi v rekreativne. Je temu tako? Mislim, da bo ravno legalizacija omogočila, da začne stroka v bistvu dajati zdravstvene smernice in postavljati okvirje. Torej, da bo jasno uporabnik obveščen, kakšni so učinki konoplje, kakšne so neke sprejemljive količine in kdaj, v katerih primerih, recimo nekih bolezenskih stanj, je uživanje zagotovo odsvetovano. Sedaj teh informacij ljudje nimajo, čeprav konopljo pač vseeno uporabljajo. In mislim, da je s temi jasnimi okvirji se bo dejansko izboljšala varnost uporabnikov v državah, ki so legalizirale konopljo, zdaj govorimo o osebni rabi, se pa je tudi dejansko znižala ta uporaba konoplje, ker potem uporabniki dejansko, tisti, ki se sploh za to odločijo, vedo, kako postopati. Podobno kot pri alkoholu, ne, imamo tudi zdravstvene smernice, kakšne količine so dnevne količine in tedenske so sprejemljive, nikjer pa ne vidimo zdravstvene stroke, da bi propagirala rabo alkohola. In naj še dodam, da v bistvu alkohol in tobak sta veliko bolj zasvojljivi učinkovini in pa tudi imata veliko večje negativne zdravstvene posledice, kot pa recimo konoplja. Lahko pa tudi dodam, da je konoplja in delovanje konoplje zelo raziskano mednarodno. Obstajajo študije, obstajajo tudi veliko podatkov, ki jih je potreba zgolj pridobiti, verjetno še kakšne svoje narediti in na podlagi tega delati. Je pa tudi res, da z takšno ureditvijo, kot jo imamo sedaj, velikokrat kriminaliziramo ljudi, ki jo tudi uporabljajo za lastno zdravljenje, za lastno uporabo. Imeli smo tudi v večjih medijih predstavljene primere, ko so ljudje za svojce gojili konopljo in potem bili kaznovani. Temu se bomo izognili, s tem bomo tudi, zakaj je Nemčija sploh naredila ta korak, zato da zmanjša pritisk na pravosodni sistem, ker imamo ogromno procesiranja za te minimalne manjše prekrške zaradi uporabe konoplje in potem iz tega nastanejo tudi sodni postopki in tako dalje. In v primerih, ki ste jih prej navedli, industrijske konoplje, smo pa imeli seveda dolgotrajna sojenja po 10-krat ponovljene sodbe in res ni normalno, da toliko časa, energije in stroškov povzročamo z eno tako stvarjo, ki bi jo lahko res bolj smiselno uredili. Še ena stvar je tukaj, se mi zdi pomembna, namreč ti pripravki iz konoplje, zdaj za zdravstveno rabo so precej dragi trenutno na trgu. Pričakujete, da se bodo te cene bolj potem, približale realni vrednosti ali kako? Da bo to kaj vplivalo na cene? Ja, definitivno. Če je več možnosti, več ponudbe, sploh pa lokalno pridelano in predelano, bo verjetno cena nižja, kot pa to, da kupuješ neke sintetične pripravke iz tujine.
Gospa Žibrat, sodelujete tudi kaj z nevladnimi organizacijami pri tem? Obiskali smo stojnice na marihuana maršu, smo v stikih z nevladniki, seveda tudi Drogart je taka pomembna nevladna organizacija, ki opozarja v bistvu na varno rabo, saj jim je jasno, da pač povsem uporabe ne moremo izkoreniniti, da je tak pregon nečesa, ki je tako razširjen, nesmiseln in neučinkovit. In tudi oni seveda zagovarjajo pač ta pristop liberalizacije in legalizacije. Seveda pa je potrebno tudi dodati, da v primeru, da bo gojenje in posedovanje dopustno, bomo s tem v bistvu kot država pobrali davke in jih lahko usmerili potem dejansko v izboljšanje zdravstvenega stanja ljudi na splošno. Mislim, da se mogoče preveč ukvarjamo s tem, da bi radi zaščitili mlade pred uporabo konoplje, pa ne vem, če sploh imamo podatke, ali mladina sploh še uporablja konopljo. Čisto možno je, da se mi pogovarjamo, če se malo v prispodobah izrazim. Mi se ukvarjamo s Facebookom, mladina je pa na TikToku. In mislim, da bi se morali več ukvarjati s tem porastom predpisanih antidepresivov med mladimi, porastom duševnih težav in tudi debelosti med mladimi. In vsa ta sredstva, ki bi jih zbrali, bi lahko usmerili ravno v take ukrepe za izboljšanje zdravja ljudi. Ko se pogovarjamo o rabi, rekreativni rabi, meni bolj na mizo hodijo zdaj kakšne gospe, gospodje v 60-ih letih, ko so tista prva hipijevska generacija po vojni. Pa vendarle šalo na stran, čisto za konec. Kaj se bo zgodilo, recimo zdaj, da predpostavljamo, da gresta obe vprašanji na referendumu skozi, se pravi, da Državni zbor dobi potrditev od volivk in volivcev. Kakšen je potem postopek naprej? Neke vrste predlogi zakona že nastajajo in so že več let nastajale na Ministrstvu za zdravje. Verjamem, da se bodo te predlogi posodobili, kolikor bo referendum za, jaz upam in verjamem, da bo, da dobimo tudi signal, da lahko bolj odprto uredimo to vprašanje. Konec koncev imamo pač tudi med kadri, ki to področje pokrivajo, bom rekel, kar konzervativen pogled in morda bo to signal, da je potrebno zadevo drugače urediti in da se bo končno to premaknilo naprej. Potem bo zakon šel v obravnavo, tudi v javno razpravo še, da se bo popravilo, če ima kdo kakšne dobre predloge in seveda, da bodo vse varovalke tisto, kar ljudi skrbi, kar lahko poslušamo, od rabe pri mladoletnih in do zlorabe drog, ker konec koncev veliko drog imamo v tem svetu, problem je zloraba drog, slaba uporaba, nenamerna, in te stvari je potrebno urediti. Tako da jaz verjamem, da bodo zakoni še v tem mandatu potem sprejeti. Mogoče bi dodala, da bo posvetovalni referendum zgolj nek signal politiki in stroki, potem bo zakonodajni proces zagotovo še nekaj časa trajal in pozitivno bo to, da bomo takrat morda pa že videli, kaj se bo dogajalo v Nemčiji in da nam bo lahko tista ureditev za usmeritev, kako oblikovati končne predloge. Velja pa tudi tukaj, čim večja bo udeležba, tam bolj legitimen bo rezultat potem. Seveda, zato bi vse pozvala, da se udeležijo referendumov in pa tudi evropskih volitev. Hvala lepa za obisk v studiu. Srečno. Hvala. Hvala.